zaradi vas. Dobar dan in dobrodošli na uradni predstavitvi liste kandidatov liste novinarja Bojana Požarja za predčasne parlamentarne volitve 3. junija. Moje ime je Aljuš Pertinač. Jaz bom uvodoma predstavil Bojana Požarja, predsednika stranke, nosilca liste na nek način, kandidatno listo, potem pa bodo seveda na voljo tudi za vaša morebitna vprašanja. Jaz verjamem, da Bojana ni treba posebej predstavljati, nazadnje je sam predsednik vlade odstopil, ki je upravljal tekoče posle, rekel na odmevih, vsi vemo, kdo je Bojan Požar, ampak vendarle par besed o njem. Bojan živi od svoje pisane in govorjene besede, čeprav je mož dejanj, je maratonec, je vztrajen in neizprosen borec proti politični korupciji in gospodarskemu kriminalu, od nekaj mesecev nazaj pa tudi predsednik stranke, liste novinarja Bojana Požarja, ki se podaja na te volitve z jasnim in prepoznavnim programom v 33 točkah. Tukaj pred vami je nekaj izmed 60 kandidatov in kandidat, ni vseh, tukaj so samo tisti, ki bo izvoljeni, tako da imate poslancev in poslank. Skratka, na listi kandidira 60 kandidatov in kandidat je 26, to je zadnje dni vroča tema, kar je več kot 35%, tako da ta lista spoštuje zakonodajo in se trudi po svojih najboljših močeh za enakopravnost spolov v politiki. Moram povedati, da tako hudih kriterijev za sestavo liste kandidatov za volitve v državni zbor ni imela nobena druga stranka. To govorim iz osebne izkušnje, ker jaz recimo nisem izpolnjeval pogojev, zato tudi ne kandidiram. Ko pogledam po tem seznamu, moram reči, da je lista sicer na nek način dolgočasna v primerjavi z drugimi strankami, ni nikogar, ki bi bil že obsojen, ni nikogar, ki bi bil faliran politik, ki bi zamenjal prej 4 stranke. Skratka, lista je nekaj novega v slovenskem političnem prostoru. To so ljudje, ki do zdaj niso bili aktivni v politiki, so se pa dokazali vsak na svojem strokovnem oziroma profesionalnem področju in sedaj kandidirajo zato, ker želijo spremeniti stvari na bolje in ker verjamejo, da si Slovenija zasluži drugo priložnost. Bodi dovolj za uvod, besedo predajam Bojanu Požarju, predsedniku stranke. Bojan, izvolite. Hvala. Lahko mogoče, da vas malo na majko, ali to je zbil. Ne, malo zbliži, vi ste še spred, pa... Lej, zakrivaš mi. Ko mogoče se zrano, da se znate. Samo proti nam se obrati. Da bojo tako, tisti se pa še približali. Skratka, jaz bi se najprej zahvalil, zdaj pogledati vsem tem kandidatkam in kandidatom, ki so pristali na to, da bodo kandidirali. Zveste, to je že bil rekel, nihče od teh, ki smo tukaj danes, ni bil nikoli v politiki, nismo zapracani politiki, niti nismo zapracani s kakšnim gospodarskim kriminalom, s kakšnimi davčnimi utajami in tako dalje. In to je v bistvu edina državljanska lista, ki gre na volitve. Vse ostalo, jaz sem bil včeraj na TV Slovenija, ker sem pogledal levo pa desno, vsi so politiki. Ali so v sedanjih strankah, ali so zamenjali 5 ali 6 strank, ali so se pa nekaj na novo pobarvali. Zdaj videli smo celo v prejšnji teden neko novo metodo, to je, da si bil v drugem vpisujejo kandidatne liste, ena stranka, drugi ne. Jaz kaj takšnega spremljam politiko že 25 let, možeš, da še nisem bil. Skratka, to so naši kandidatke in kandidati in mi smo pripričali, da gremo na volitve zelo pošteno, vsi bomo skromno, naša kampanja bo skromna, skandinavska, porabili bomo minimalno denarja, točno to, kot ga bomo zbrali. Mislim pa, da lahko s to ekipo na volitve tudi zmagamo. To je bil že od vsega začetka naš cilj in od tega cilja ne odstopimo. Na volitve gremo z 33 točkami, zgleda malo, je pa v bistvu zelo veliko. Če bo velika večina teh naših točk resničnih, to je sicer odvisno od tega, da bomo dobili mandat volivcev ali ne. Če ga ne bomo dobili, ga pač ne bomo dobili, če ga bomo resničili te točke in potem bo Slovenija čez 6 mesecev, čez 1 leto ali pa čez 4 leta zgleda bistveno drugačna kot je zdaj. Jaz še enkrat pozajam, apeliram na volivke in na volivce, da razmislijo letos 3. junija, ker niso nepomembne volitve, v velikih stvarih se odloča ne samo to, ali bo kdo bo predsednik vlade, odloča se bo tudi o tem, kam bo šla Slovenija v 4 letih. Če bomo dobili podobno opcijo na oblasti kot je zdaj, potem bomo v naslednjih letih bili pred referendumom, ali gremo ven iz pakta NATO, ali izstopamo iz Evropske unije, ali se bomo priključili Rusiji in ne. Mogoče to zdaj izgleda smešno, ampak to so vprašanja, ki nas čakajo, tako da bodimo toliko pametni, volivci pametno roke in izvolite našo listo. So pa tukaj kandidati, če želite,
da jaz ne bom preveč filozofiral zdaj naših programskih stvarih, ko vprašate okoli nekaj zelo zanimivih obrazov. Mogoče lahko tukaj imamo najbolj znano slovensko astrologinjo, Emo Kurek, mogoče lahko njo vprašate, koliko glasov bomo dobili, ne? Kdo ve, potem ona ve, imate pa zdaj še dame kakšno vprašanje. Če lahko, recimo, vemo, da bo vendarle koalicijska vlada po volitvah nekako morala biti sestavljena. 33 točk ste omenili, če se boste znašli v situaciji, da boste morali pa sklepati kompromise, od katerih 5 točk ne boste odstopali tega svojega programa? Mi imamo neki točki, ki so zelo nikakne, so pa zelo v bistvu civilizacijske, človeške. Bomo recimo šli v koalicijo z nekom, ki ne bo zato, da moški in ženske imajo enake plače in imajo delovne pogoje. Preprosto s takšnim ne bomo šli v koalicijo. Ne bomo šli v koalicijo z nekom, ki ne bo za ustanovitev finančne policije, ampak ne samo pro forma, ampak zato, da bo pregledala poslovanje največjih kriminalcev nazaj, bančnikov, tajkunov in tako dalje. Ne bomo šli v koalicijo z nekom, ki ne bo hotel zaostriti kazni za tiste, ki ubijajo živali. Skratka, nekaj takih točk, te je zanesljivo, da bomo odstopali. Višegrajska skupina Dani, ne? Za Slovenijo potopce. Mi gremo na volitve z našimi 33 točkami. In na teh točkah mi ostajamo od drugih stvarih, jaz se ne bom zdaj pogovarjal, tudi nima smisla, ne bom govoril o vsem, tako govorijo kot vse stranke, mi delamo na naših točkah. Kaj se pa tiče zunanje politike, treba je zaostriti politiko na meji. Ne morejo se tukaj ljudje sem pa tja sprehajati, če grem jaz v Ameriko, moram biti na mejo, pokazati vizum, pokazati potnici niščes in tako mora veljati tudi za meje Slovenije. In mislim, da je v slovenskem interesu to, da se šengenska meja premakne na mejo med Hrvaško in Srbijo, ne pa da je tukaj med Slovenijo in Hrvaško. Tako bi mogla naša zunanja politika delati. Pa kar se tiče naše zunanje politike, gledajte, mi nismo nevtralna država. Mi smo članica Evropske unije, smo članica pakta NATO in tako se moramo tudi vesti. Gospod Pertinač je prej rekel, da gre za listo, ki je bila izbrana pod najbolj rigoroznimi pogoji. Lahko malo opišete ta kandidacijski postopek znotraj stranke? Ja, kandidacijski postopek je običajno, rigoroznimi pogoji, ki jih je Aljož mislil, je to, da tako smo mi edini, ki smo zbirali kandidate med ljudmi, ki niso bili doslej v politiki. Vse ostale stranke, če boste pogledali, ne vem, stranko Bojana Dobovška, boste videli, da so note samo člani, bivši člani Pozitivne Slovenije, bivši člani LDS-a, bivši člani SMC in tako dalje. Tukaj ni nobenega bivšega politika. Še najbližje recimo temu, da se bomo vključili v neko volilno tekmo v Kamniku, ker za naši listi bo kandidiral bivši dolgoletni direktor občinske uprave Kamnika. Tukaj smo recimo malo bližje politike, ampak sicer pa politično neomreževani ljudje. Kaj pa poznavanje? Ni naključje, da je ravno Marjan Šarec, mislim, da včeraj na vaši televiziji POP TV brutalno in to z lažnivimi besedami, z neresničnimi dejstvi napadel našega kandidata Ivana Kemija. Kar bo 3. junija na volitvah kandidiral proti njemu. Mene vseeno zanima, te zbiranje podpisov v zadnjih dneh veliko o tem tweetate po Facebooku in tako naprej. Kaj vas še posebej moti in kako komentirate te poteze dobre države, zbiranje njihovih podpisov v parlamentu in tako naprej? 25 let smo politiki, to kot mislim politik, spremljam politiko, poznam vse politike, osebno poznam praktično vse stranke, vsemi se tikam, vseh imam mobilne telefone. Ampak da bom pa zdaj po 25 letih doživel še nekaj novega, en nov poden si pa nisem mislil. To, da si politične stranke podpisujejo kandidature drugih političnih strank, to je pa neverjetno. To je nekaj takega, da bi recimo, ne vem, uslužbenci BMW-a svojih strankah kupovali Mercedese. Mislim, to so popolnoma nelogične stvari, to me resnično preseneča. Če recimo bivša predsednica vlade, Alenka Bratušek, ni sposobna zbrati 1000 podpisov, ali pa 800 podpisov, ali pa 50 podpisov na volilno enoto, pa si porediti statut stranke, potem nima kaj iskati na teh volitvah. Ne pa da javno kritizira SMC, na volitve pa odhaja s podporo SMC-ja. In po vaše gre za neposredno korupcijo ali že mogoče sklepanje kakšnih koalicij? Ne, to ni nobeno koalicij, ker večina teh strank, tako ne Alenka Bratušek, pa ne Božek, ne bosta šla v parlament. To je poskus preživeti. To je v bistvu klasična politična korupcija. Tukaj bi bilo res za obsodbo javnosti, ne rečem, da bo iti na sodišče, ampak javnosti ne obsodi, tako da jih ne izvoli. Tukaj še eno vprašanje. Poznavanje... V zvezi s podpisi bi sam še pojasnil eno stvar, mislim, da lahko vidi Kovačič potredi. Vidijo Kovačič so se zmenila, da gre na našo listo. Dal sem na Facebooku, da je on na naši listi zato, ker ne bi on k nam prispeval podpise za vložitev kandidatne liste, to ni res. Mi smo res še prej dogovor, zato ga vidi Kovačičem spodbral, dovolj število podpisov in to lahko vidi potredi, mi od Vilija in od njegove stranke nismo vzeli niti enega podpisa, ki ga nismo rabili. Smo pa zelo veseli, da je Vili na naši listi, državljan, ki se boji za neke državljanske pravice, veste, koliko časa, dni Vili za to porabi svojega časa, sem jaz vesel tukaj, da je na naši listi, prišel še z dvema kolegoma, bi sam še rekel, prej sem pozabil, tukaj je Jože Korpič,
iz Prekmurja, on je predsednik neodvisne stranke Prekmurja, to je pa v bistvu druga koalicija, ki jo je naša stranka sklenila, preden gre na volitve, skratka ena stranka je z Vidjem in dvema njegovima, ena koalicija je z Vidjem in dvema njegovima kolegoma, druga koalicija je pa v 8. volilni enoti z Ložitom Korpičem in neodvisno stranko Prekmurja. Tako da mi smo v bistvu ena od redkih teh političnih skupin, ki gre na volitve, ki se je že pred volitvami bila sposobna z nekom o nečem pogovoriti, pa se povezati. Koliko podpisov ste zbrali? Slabih 1000. Mislim, vsi smo, vidimo, kako delujejo volilne komisije, nikjer ni fajn postiti 100 podpisov, potrebnih, če pa je dovolj, zato smo jih vedno nekaj imeli za rezervo. Mogoče sem 2 ali 3 točke iz programa. To imate pa rekel, program si lahko programe, pa je bolj zanimati, kaj preširoko. Jaz sem imel eno vprašanje. Skratka, poslanci bi morali poznati ustavnost, osnove sistema in enostavno tudi iz tega izhajati, kaj sploh lahko počnejo. Volitve so običajno delane na način, da mediji govorijo o raznoraznih štosih, ne pa o vsebini tega konkretnega dela poslanca. Kaj o tem delate v vaši stranki? Da bi kaj vedeli, pa da bi znali. Ja, to bodo vaše poslanci. Mislim, da vsi poslanci poznajo ustavo, vsi poznajo svoje pristojnosti, poznajo osnove političnega sistema, ne bom en verjetno manj, en verjetno več, tako da jaz imam popolnoma zaupanje v kolegice in kolege. Se pa strinjam s tem, kar pravite. Boste pa jo usmerjali torej tudi med volilno kampanjo v razpravo o vsebini? Ja, mi gremo na volitve z 30 točkami, jasno in glasno so zapisane in tem mi promovirajo v volilni kampanji. Sam pri nas ni strokovnosti na nobenem področju. Ne vem, pregledajte teh 30 točk, meni se zdijo zelo strokovne. So politične, pa so pa strokovne. Niso pa ideološke. Ta sistem deluje nestrokovno, o tem govorim. Nismo noli, mi gremo na volitve zato, da se je sedanja politična elita izčrpala in želimo, mi bomo rekel, narediti sistem bolj strokovno. Tako. Jaz predlagam, da še kaj ste govorili. Gospod Vili, mogoče en kratek. Torej, gospod Tovačič. Mikrofon. Zakaj ne greste sami najprej svojo stranko, da počevalci se ne damo? Kaj jaz? Mi smo organizacijsko prešli, da bi sposobni tak za nazaj, ampak ni zato. Še bolje bo, če bomo v koaliciji nekom že pred volitvami. In moja maksima pa je, če me vprašate, stranka, ki se ne bo dotaknila pravosodja, si ne zasluži mesto pred njim. To je moje izhodišče. Seveda pa tudi demokracija. Demokracija v smislu referendumske demokracije, ki je bila leta 2014 totalno povožena. In zdaj, ko se gremo referendume, se borimo za navadno večino. Za tisto famozno enopetinsko večino veljavnih glasov se niti ne prizadevam, ker je to samo možnost politike, sindikatov, mafije in cerkve. Drugi tega vraga ne morejo doseči. Zato je moja prva stvar, da bom opozarjal na ovire, ki so na poti tega, da državljani stopijo v politiko, da se udejstvujejo, da začenjajo misliti svojo glavo in da so slišni. To pa seveda tudi preko referendumov. Tako da pričakujem, imam zdaj še en spis na Vrhovnem sodišču, ta teden odločitev, če bo pa 13. pa pričakujem en glas večine, več pa ne rabim. En glas za to, da bo padla tista fama, da večina slovenskega naroda podpira Miro Cerarja. Rekli ste, imeli ste organizacijske težave, kje se je zalomilo pri zbiranju kandidatov, pri zbiranju podpisov? Dajte, jaz sem imel 2 naloge, referendum in volitve. To ne gre. To je pretežko, zato sem prosil tudi poslance. Ampak ne zato, jaz sem prosil poslance, malo so se pa zdaj vendarle razkrili, kdo da na civilno družbo. Koliko je pripravljen svoj egoizem zmanjšati, pa komu drugo prostor pot v parlamentu. Ampak to se ni zgodilo. Bil bi zelo naiven, če bi resno pričakoval. Sem pa naredil en sociološki test, ki ga bi morali upravljati novinarji. Da bi prišli do istih zaključkov. Egoizem strank je tolikšen, da druge ne pustijo zraven. To se pravi, želijo ohraniti oligarhični sistem, tistih, ki so že noter, ostale pa čim bolj zapreti pot.
Zdaj je referendum o tem drugem tiru nekem. Niti besede se ne sliši več o tem, da bo, ravno kar. Ja, danes zjutraj je bilo, druga jutrajna kronika je bilo kar stališče vseh strank. Ne, s tvoje strani nisem slišal. Jaz sem včeraj tudi na gospodarski zbornici, pa sem polemiziral s Serverjem, pa po mojem stališču ni bilo duha ne sluha. To je pač škode, ne enaki pogoji. In kdaj bomo mi prišli do enakih pogojev, obeh plati, to je pa zdaj osnovni problem, ki se rešuje na sodišču. A je to tudi poziv k temu, da se prije na referendum? Drugega tira. Mi nismo proti drugemu tiru, smo pa proti zakonu drugemu tiru. To bi bilo, mislim, ta železniško progo se bi lahko zgodila za polovico ceneje in hvala Bogu, da se vidi proti temu, da se tukaj ne ukrade približno milijarde evrov. Pa še povem nekaj, izkušnje z Magno nam kažejo, da je prišla pogodba ven. Pogodbi smo videli, kaj se je zgodilo v Magni. Slovenski državljani bomo te leta in pol plačevali, delavce iz Srbije, Romunije, Mađarske, ne vemo, koliko bo še prišli, na podlagi pogodbe, ki jo je podpisal minister Počivalšek. In nekaj podobnega vam povem, se bo čez leti zgodilo tukaj. Čez leti bo v javnost prišla pogodba, ki bo država podpisala z Mađari in boste videli. V tej pogodbi bo pisali, da je tretjina ali pa polovica Luke Koper Mađarska. To se bo zgodilo. Ja, ja. A lahko še Gašperja vprašam en stavek? Prosim. Vem, da ste pravnik, pa na tiste moje, če še kaj odgovorite, ker sem prej zastavljal glede poznavanja in enakih možnosti, mogoče kakšno besedo. Jaz sem te zadnje podpisanje, to se pravi z druge stranke, zdaj neko drugo, sem primerjal z različnimi sistemi v zahodnih državah in nikjer prav nobeni nisem našel takega sistema, da bi ljudstvo zamenjal poslanec v tej fazi kandidiranja, v potrjevanju pasivne volilne pravice. Tako da meni se zdi, da je to protiustavno in nezakonito. O tem je sicer že bila ena ustavna odločba leta 1999, kjer so pa ustavni sodniki menili samo, da je to možna kršitev ustavne pravice do enakosti. Niso pa se poglabljali v to, da recimo sama demokracija, samo načela, samo osnove demokracije je v tem, da ima oblast ljudstvo in iz ljudstva mora vse izhajati, ne pa iz posrednika. Aha, to se reče, 3 podpisi poslancev ne bi smeli nadomestiti 800 državljanov na upravnih enotah. Tako je, v vseh drugih sistemih so omejitve v številu podpisov volivcev, ki jih mora zbrati, ne pa, da bi podpis volivca, ki je mimogrede poslanec, veljal več kot samo en glas. Tega jaz ne poznam nikjer v zahodnih demokracijah in menim, da je ta člen napačno vnesen v našo zakonodajo. To je prevara, poj. Ja, mislim, da je to prevara zlasti tistih volivcev, ki so volili te poslance, ker oni so pred 4 leti obkroževali recimo Desus, ne pa druge stranke, ki so sedaj, imajo to politično moč prenešeno iz volilne baze Desusa na druge stranke. Sklepam, da ste pač mlajša generacija tukaj znotraj stranke. Zakaj konkretno ste se odločili za vstop v politiko in zakaj konkretno na listo novinarja Bojana Požarja? Moja pot se začne približno pred 2 letoma, ko sem začutil, da stvari niso postavljene pravilno, da pravna država ne deluje za tiste oblastnike. Ko sem se prijavljal na javni razpis, se je tega prirejalo, nihče ni reagiral. Sodišča so menila, recimo, da ni recimo javnega interesa, ker so oblastniki premoženje organizirali na nek način. Sam pa sem pokazal z 1200 oziroma 1400 podpisi občanov, to je 12% volilnega telesa, da bi moral biti o taki zadevi referendum. Sicer bi bil prvi v naši občini in tudi to ni uspelo. Recimo, jaz sem bil več kot leto dni tudi v Švici, to se pravi, sem študiral v tujini in tam je najhujši problem zbirati podpise, ne pa se dajati z sodiščem, ali je pravo vprašanje ali ni. In potem, ko popraviš, vrnejo nazaj spet zavrnjeno, da moramo vse skupaj znova začeti. In to je ogromno delo, kar ve tudi moj kolega
Kovačič, ko rabiš ure in ure dela in pogovarjanja z ljudmi, da bi spremenil ta sistem, pa te nihče ne sliši. In jaz menim, da je ta skupina taka, ki bi znala te stvari malce bolj demokratično urediti, da se sliši tudi drugi glas. Na vse zadnje je bil to tudi glavna odločitev preko Ustavnega sodišča, da preko predsednik vlade ne sme samo eno stran promovirati, drugo pa povsem zanemarjati. Mislim, jaz govorim o tem, da recimo o moji tematiki javnega akvarija v Idriji ni govoril ne občinski svet, ne druge inštitucije se niso s tem ukvarjale na resen način, to se pravi, da bi se stvar vsaj malo premaknila naprej, v dobro vseh, v javno dobro. Samo ime pa primek, pa kakšen poklic opravljate trenutno domov? Jaz sem Gašper Ferjan iz Idrije, opravljam delo prokurista v domačem podjetju, torej ne grem v politiko zato, da bi zaradi financ, ampak zaradi tega, ker mi je mar za javno dobro in zaradi mene lahko imam plačo 1 evro, pa bom ravno tako delal za javno dobro. Hvala.